Afera z lažnim policistom, ki je dalj časa deloval na brniškem letališču, že dobiva nove razsežnosti. Po neuradnih podatkih naj bi imel lažni policist družinske vezi med zaposlenimi v policiji. In kaj na to odgovarja generalni direktor policije, več Denis Malačič. Lažni policist, za katerega ni znano, kako dolgo je deloval na letališču, se je po besedah komandirja letališke policijske postaje gibal izključno po javno dostopnih območjih. Ob aretaciji je bil v policijski uniformi, pri sebi pa naj bi imel tudi lisice in repliko policijske pištole. Tudi če se je ta lažni policist izdajal za pomožnega policista, se čudim, zakaj ga noben ni nikoli vprašal, kje imaš izkaznico ali pa pač karkoli drugega, da bi se lahko identificiral. Druga stvar pa je, ali je on v nekem prostem času, ko ni bil z policistom, seveda izkoristil to, da je bil kot uniformiran in lahko je seveda storil še tudi kaj drugega, kar ni bilo ali pa ni v skladu z predpisi, ki veljajo na samem letališču. Po navedbah Večera si je lažni policist zelo želel postati pravi policist, a ni opravil postopkov na izobraževanju na policijski akademiji. Njegova partnerka naj bi bila sicer policistka, zaposlena na eni izmed policijskih postaj na Gorenjskem, njegova svakinja pa naj bi delala celo v službi generalnega direktorja policije. Vprašala ste me, kako je z zaposlitvijo posameznih zaposlenih, tle bom rekel zaradi varstva osebnih podatkov in ostalih okoliščin, ki se še nadaljuje v notranjem varnostnem postopku, kaj dosti ne moram več povedati. Kljub temu, da so od razkritja lažnega policista minili že skoraj 3 meseci, so doslej preverjali predvsem odgovornost pravega policista, medtem ko ostali postopki še potekajo. Preiskovalci morajo namreč poleg motiva ugotoviti še, od kdaj je to trajalo, mi vemo za 2 dni, za 2 konkretna datuma, ali je to bilo kdaj prej in pa v bistvu kakšne so bile te naloge osebe, ki se je predstavljala za policiste, kaj je izvajala mogoče samostojno, brez prisotnosti pravih policistov zraven, kaj pa v bistvu takrat, ko je bil v bistvu ta policist. Na vprašanje o zaupanju policistov, ki je sodeloval z lažnim policistom in je doslej prejel zgolj opomin pred odpovedjo ter ostaja na delovnem mestu, generalni direktor policije odgovarja, da vsi postopki potekajo v skladu z zakonom in na podlagi dokazov. Ob tem poudarja, da v policiji nihče ni nedotakljiv, preiskava pa se nadaljuje na vseh ravneh. Če bodo ugotovljene dodatne nepravilnosti, napoveduje ustrezne ukrepe.